nami, mi prijatelji. Jezdimo, sijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer mestimo vsi. Gremo na grivje! V današnji epizodi v bližini Grivjega gradijo novo letovišče. Ukrepati moramo! Bo šel Bine predaleč, ko bo poskusil obvarovati čudovito pokrajino okrog Grivjega. Čakaj, nekdo prihaja! Nov razvoj. Zajtrk, moj najljubši čas v dnevu, ob kosilu in večerji in polnočnem prigrizku. Nova hrana za pujse, vid. Nova hrana? Živalim bo gotovo všeč. Navadile se bojo. Ampak mi je všeč ta hrana. Ima manj maščob in je bolj hranljiva. Krasno, hvala za dostavo. Zamenjali mi bojo hrano, Bevsk. Zakaj? Najprej jo moraš poskusiti. Mogoče ti bo všeč? Nič ni tako dobro kot to. Na Grivjem se zadnje čase veliko dogaja. In to po nepotrebnem. Veliko se ugiba, kaj je res. Največ pa ugibajo mladi jahači. Ni to čudovito? Ne predstavljam si, da bi bilo lahko kje lepše kot tu. O, Brina, poglej tjale. Očitno nisva edini, ki jima je tu všeč. Pridi, poiščiva druge. Jo, kje vidiš? Ne, ničesar. Ničesar? Oh, poglej ta razgled! Res je prečudovit! Kot nikjer drugje. Hej, tukaj sem. Kdo bo prvi na livadi? Gremo, punca, hitro! Dajva, Brina, počasnile so še daleč. Wow, punca, kar mirno, pazi, ne pozabi na ovinek. Kdo je počasnila? No pa dajva, Senta! Kaj pa je to? Zakaj je na travniku sredi podeželja tabla? Res ne vem. Wow, kaj pa je to, korenjak? Količek je. Označuje gradbišče. Nekdo bo nekaj zgradil na moji livadi. Poglejmo, kaj piše na tabli. Zelena gozdna koča. Kaj je gozdna koča? To je grozljivo grda lesena hiša. Kaj pa vem? Rustično gostišče za pohodnike in ribiče. Najbrž je nekakšen hotel. A imajo trgovine? Karkoli zgradijo pomeni adijo livada. Ne, naša livada je. Nočem je deliti stotinami ljudi. Ne morem verjeti, kaj se dogaja. Čakajte, tudi meni ni všeč. Ampak ne sklepajmo prehitro. Saj veste, kaj bo sledilo potem. Naslednje so hiše, črpalke in nakupovalna središča. Trgovine? Superce. Zoja! Dajte no, mogoče pa le ne bo tako slabo. Mogoče... Vse bojo uničili, boste videle. Ustavimo jih. Ampak kako? Ljudem velikokrat uspe s protesti. Nekdo prihaja. Pojdimo domov. Zakaj? Lahko jih naravnost vprašamo, kaj gradijo. Poglej, kako velik traktor imajo. To vse pove. Greva, fant, domov. Ja! Zanimajo me trgovine. Ne. Sara, daj no.
No, prav. Tako, zadnja porcija stare hrane. Naslednjič dobiš novo. Uživati moram prav do konca. Moja zadnja večerja, Bevsk. Saj sem ti že rekel, Tini. Najprej poskusi novo hrano, preden rečeš, da ni dobra. Kot sem rekla jaz, nič na svetu ne more biti tako dobro kot to. Karkoli naredimo, mora priti v novice. Veš, pritegniti mora televizijo in časopise. Bomo na televiziji? Postriči se moram. In perli moram splesti grivo. Kaj se pa dogaja? Poznaš veliko livado? Na njej gradijo gozdno kočo. Karkoli že to je. To pa ne bo dobro. Organizirali bomo protest, da ne bodo uničili naše zemlje. Boste pripravili peticijo? To najbrž ne bo zaleglo. Moramo v akcijo. Ja, v pravo akcijo. Kako? Že vem, privežimo se na drevje. Ne. Umazano je. Biti mora malo večje. Kaj pa imaš v mislih, Bine? Ne smemo početi česa kaznivega. Ja, saj vem. Lahko pa naredimo nekaj. Pokliči me. Imam idejo in lahko mi pomagata. Začnejo kopati, moramo tja, da pokažemo, da nam ni všeč. Naredimo napise. Ja, vsi jahači grivjega, lahko gremo tja. Dajmo, punce, kar začnimo. Hvala, oči. Napisov očitno ne manjka. Ob 11:30 bomo skupaj odjahali tja. Si poklicala časopis? Ja. Kje sta Čili in Perla? Mogoče sta Klara in Zoja šli na zgodnjo ježo. Tudi Azteka ni. Zunaj sta z Binetom. Gremo, lahko jih ujamemo. Gremo. Sonce še niti ni vzšlo. Moramo res biti tako zgodnji? Zoja, skrij se. Kaj natanko sploh počnemo? Najti moramo način, da jih bomo ustavili. Čakaj, nekdo prihaja. Skrij me, Klo. Zoja, ne obešaj se name. Hej, te škornje poznam. Kaj pa vi počnete tukaj? Saj nismo nič takega naredili. Še. Protestiramo proti gradnji, tako kot vi. Meni se ne zdi. Naši protesti bodo popolnoma zakoniti. To lahko naredimo prav ali narobe. Ampak tvoj način ne prinaša uspeha. Kako pa veš, saj nisi poskusil. Če se z nečim ne strinjaš, se ne moreš plaziti na okrog. Ojoj, nekdo gre. Hitro stran. Sara, gremo! Ne, govorila bom z njimi. Saj boš pozneje. Mislili bojo, da smo hoteli pokvariti traktor. Mogoče pa res. Gremo!
Pazi, punca. Držite se leve, na desni strani se steza kruši. Dobro, Brina. Počasi, prav? Kar daj, Sara. Drži se leve, saj bo šlo. Greva, Senta, v redu je. Kje je Sara? Tu sem. Tisti z avtom me je skoraj ujel. Kaj bomo pa zdaj? Ne vem, kaj lahko naredimo. Ne prenese misli na vse uboge živali, ki ne bojo imele kam. Nekod sem brala, da so ustavili gradnjo, ker je na zemljišču živela ogrožena vrsta žab. Škoda, da tudi tukaj nimamo takšnih žab. Ja. Najbolje, da uživava tu, dokler lahko. Kaj, Senta? Zakaj tako govoriš? Oprosti, če sem te prestrašil. Jaz sem Nik. Očetovo podjetje gradi kočo. Tule. Ojla, Liza, kaj delaš? Potreboval bi tvojo pomoč. Živijo, Bine, kaj pa počneš? O, nič, samo se veš. Igram se z Lizo, kuščarjem. Daj, Liza, zlezi po roki. Dobro, Liza, zdaj te bova pa zakrinkala. Tamle je! Hej, kdo je pa tisti lepotec? Povsod smo te iskale, Sara. Živa, punce, to je Nik. Moje prijateljice. Alma, Nani, Klara in... Jaz sem Zoja. Me zelo veseli. Lepo, hvala. Nikov oče tu gradi gozdno kočo. Naj se ne zanaša na to. O čem pa zdaj govoriš, Bine? Glejte, kaj sem našel. Saj to je! Pa Nino, pozanimal sem se. Pred vami je zelo redki rožnato-pegasti poskakujoči travniški kuščar. Wow, prvič slišim zanje. Zelo redki so, izjemno redki, skoraj izumrli. Le še peščica jih je na svetu in živijo samo tu, na tem travniku. A res? Poklical sem televizijo. Danes popoldne bo nekdo prišel sem. Prispevek bo v glavnem dnevniku. Ga lahko primem? Ja, ampak le pazi. Sej pravim, da je zelo redek. Na fakulteti sem študiral herpetologijo. Glej, vseeno koliko jezikov znaš. Nočemo, da gradite tukaj. Klara, herpetolog preučuje dvoživke in plazivce. Recimo kuščarje. Ja, res. Saj vem, no? Herpetolog, kaj? Kaj takega? Čisto je podoben mojemu gekonu. Imaš gekona? Ja. Ampak gekon nima rožnatih peg, kaj ne? To pa že ne. Kar poglej si ga. Vidi se, da je redek. Tako kot lohneški kuščar. Bine, ni rožnata reč tortna glazura? In a ni to tvoj kuščar, Lizabeta? Veš, mogoče, no ja... Bine, bi rad videl načrte za kovčo. Gradnja bo v skladu z okolju prijaznimi pravili. Nik in njegov oče gradita take koče po celem svetu. Kakšna?
Okolju prijazna gradnja pomeni, da spoštuje okolje in izrabimo čim manj virov. Če je le mogoče, se trudijo, da čim manj vplivajo na okolje. Za vse skrbi sonce, vodo, elektriko, stranišča bodo kompostna, imamo recikliran gradbeni material, tudi les in samo nestrupene barve. Parkirišče bo spodaj, ob glavni cesti. Sem se bo jezdilo. Vseeno bo veliko trgovin, ne? Ne, nobene ne bo. Zdi se dobro, Ampak uničili nam boste livado. Upam, da ne. To je bistvo, da ljudi pripeljemo v neokrnjeno naravo. Koča bo med tistimi drevesi. Livado bomo prepustili živali. A ja. Nik? Ja, Bine? Ta kuščar res ni ogrožen. To je Elizabetka, moja gekonka. In ja, tortni preliv je. Aha. Skušal sem te pretentati. Zdaj mi je žal. Moral bi govoriti s tabo, ne pa prehitro sklepati. Razumem, da imaš rad te kraje, Bine. Jih ne smejo imeti tudi drugi? Jih občudovati in varovati, kot jih ti? Ja. Halo? Ja. Prav, hvala. TV reporter je na ranču. Pogovoril se bom z njim. Hej, če že imate tu toliko gradbenih strojev, lahko nekaj spremenite, Nik. Kaj pa? Ovinek na naši stezi. Grozen je, nevaren. res je grd. Lahko ga popravimo. To pomeni, da lahko odpovemo protest. A tako? Videla smo znak in si ga razlagale po svoje. Čisto narobe. Če so pa tepke. Izkazalo se je, da ni rožnato-pegasti poskakujoči kuščar, ampak samo gekon. Noro! Fant, res sem ga polomil, kaj ne? Ko bo zgrajena nova koča, bo lahko več ljudi tu občudovalo naravo, kot jaz. Super! Ja, bravo! Odlično! Dober si! Bravo, Bine! Dobro, Tini, tu imaš novo hrano. Polna je vitaminov in hranil. Menda je bolj zdrava od tiste hrane prej. Nisi lačna, kaj? No, prav, poskusi jo, ko boš hotela. Ne diši tako slabo, ampak gotovo ni tako dobra. Če ne pokusiš, ga boš polomila kot Bine in dekleta. Sklepala boš kar na pamet, ne da bi sploh poznala dejstva. Tega pa menda res nočeš. A ne, Tini? Ne. Ne. Res nočem. In pujsa mora jesti. No, kakšna se ti zdi? Ni slaba. Pravzaprav je kar dobra. Pravzaprav je slastna. No, zdaj si najbolj vesela, da nisi sklepala po svoje. Misliš, da bi mi videl še? Prava pustolovščina.